Živijo, ime mi je Rok Černelič, rojen in vzgojen sem tukaj v okolici Brežic, zdaj pa živim z ženo in svojo družino v Šentjerneju. Imava 4 otroke in včasih se sprašujem, ali mi je želel Bog kaj sporočiti s tem, ko mi je dal 4 fante. Namreč zdi se mi, da živimo zdaj v nekih takih časih, kjer je biti moški mogoče celo malo napadeno, oziroma ta moškost, mogoče neka tradicionalna moškost napadena. In se mi zdi, da je moja naloga kot oče, da vzgojim dobre, poštene, delovne, prijazne, sočutne fante, take, ta prave može, ki bodo potem lahko v družbi bili takšni, kot morajo biti, to, kar bo družba potrebovala. Tudi, da bojo dobri možje svojim ženam. Se mi zdi pomembno in to je moj glavni fokus kot oče. Rad bi pa še z vami podelil eno anekdoto, eno zgodbo, preko katere veliko razmišljam o tem, kaj pomeni biti Jezusov učenec oziroma kako slediti in zaupati. Zgodba gre takole, saj mislim, da je dovolj kar znana ta zgodba, o kitajskem kmetu govori. In sicer pravi, da je nekoč neki kitajski kmet imel konja in ta konj mu je nekega dne ušel. Potem so pa prišli k njemu vaščani in mu rekli: "Kakšna smola se ti je zgodila, ne, da ti je konj ušel?" Pa je rekel kmet: "Ne vem, če je to dobra novica, ne vem, če je to slaba novica. Bomo videli." Potem naslednji dan se ta konj vrne in z njim prideta še 2 druga divja konja. Pridejo vaščani do tega kmeta in mu rečejo: "Kakšno srečo imaš, ne, da imaš zdaj 3 konje." In reče kmet: "Ne vem, če je to dobra novica, ne vem, če je to slaba novica." Naslednji dan reče kmet svojemu sinu: "Sin, pojdi in ukroti ta 2 divja konja." In potem je res sin šel, da bo ukrotil konja, in je padel iz konja in si zlomil nogo. Pridejo vaščani do kmeta in mu rečejo: "Ja, ti imaš pa res nesrečo, ne, da se ti je sin poškodoval." In reče kmet: "Ne vem, če je to dobra novica, ne vem, če je to slaba novica." Spet naslednji dan se pa zgodi, da je prišla vojska in so nabirali mlade fante za v vojsko, za vojno. In pridejo do kmeta in niso vzeli njegovega sina, ker je pač imel nogo zlomljeno. In nato pridejo vaščani do kmeta in mu rečejo: "Imaš pa res srečo, tvoj sin bo verjetno pač ostal živ, ne bo mu treba na vojsko." In reče kmet: "Ne vem, ali je to dobra novica ali je to slaba novica." In tako naprej bi se zgodba lahko še odvijala, mislim, da se tukaj konča. Ampak iz tega jaz potegnem ven to, da ne vemo točno, kaj je Bog pripravil za nas, oziroma ta zgodba me uči zaupanja. Da zaupam, ker to se mi zdi pomeni biti Jezusov učenec, zaupati nekemu božjemu načrtu, za katerega ne vemo čisto točno, kakšen je za nas. Ampak zaupati in se ne predajati slabi volji ali pa malodušju. Biti vesel in pač se prepustiti in zaupati. In Bog bo, tako verjamem, obrnil stvari, da bodo za nekaj dobre. Tako, hvala, da sem lahko bil tega pričevanja in vse dobro vam želim.